Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro je bilo to in bilo je v znamenju VUP-a in njihovega izjemnega počitniškega varstva in tega, da je Špela na koncu imela srečo, ker so vse tri, ki so sodelovale oziroma igrale, bile izžrebane in igrale, za to nagrado bile izjemne. Tako tudi Tjaša in Andreja, ampak na koncu je Ana potegnila ven Špelo. Tako da Tjaša in Andreja in dva z Jegrom nismo imela pri tem nič. Ja, vidiš. Tako. No, zato jaz žrebam, da pol sta ona dva upravna vsa krivde. Ja, tako je pač na koncu vedno se ve, na koga se s prstom pokaže. Ja. In to seveda ni bilo vse, kar smo imeli danes zjutraj. Tudi eno zelo zanimivo raziskavo o ženskih voznicah oziroma o ženskah za volanom, predlagam, da kar poslušate, če ste slučajno zamudili, če ne pa spet jutri zjutraj, ko bo petek. Dobro jutro in dobrodošli, četrtek 28. maja danes. Danes bomo nekomu rešili vsaj del skrbi čez počitnice, kam zdaj bomo, kaj bomo. Ne more kuj tak sam doma biti, pa da se mu nekaj dogaja, pa da ni v eno na računalniku, pa na telefonu, pa... To so vsa ta vprašanja, namreč tudi letos v VUP-u organizirajo aktivno počitniško varstvo za otroke od 6 do 15 let, ko imajo pa 3 obroke, pa vse žive igre, pa vse se bo dogajalo. In tak en teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30. Lično, vse lepo pa prav, samo jaz imam vseeno za odgovorne na VUP-u eno vprašanje. Ja. Kje so bili pred 30 leti? Ja, res, ja. Ko bi ti to rabil, ne? Ja. In kje je bil takrat to ti radio, da bi dal to brezplačno, recimo. Tako da, če želite, da vam pomagamo, pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, pa se bomo malo šli kako fajn igrico in malo pred 9, torej nekomu polepšali počitnice ali pa olajšali, v bistvu, ko govorimo o starših. To niti približno še ni vse, danes bomo govorili tudi o tem, kako je Jeger še enkrat bil ful zvezda. Redu. Eno zanimivo raziskavo o voznicah imam, presenečen boš, Jeger. Res? Presenečen. Tudi v ganem, jaz ne bom presenečen. Tudi pa mogoče pa boš. Dobro. Pustimo se presenetiti, zdaj, če je že presenečenje ta beseda. Drugače pa seveda tudi v žametni večeri bomo malo se pogovarjali, vemo, kdo je dobitnik Borštnikovega prstana, kot smo slišali. In ogromno muzike, tako da vabljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Še vedno je ena taka mini debata, mislim, ti ne tak mini debata v našem mestu, za operno noč pod zvezdami oziroma v parku. Jutri bo zvečer. Tako. Vreme bo lepo. Bo. Temperature ne bodo previsoke in tudi ne preniske za te drage in občutljive inštrumente, ki jih imajo simfoničnem orkestru. Tako je, ravno prave. Ravno prave. Ja. Ampak vprašanje, kako bo to izgledalo, ker baje ne smemo ostati na travi sploh, samo na utrjenih površinah, tam bodo ostali tudi varuhi parka. No, ampak te bližnjica do Batine, pa se opravičujem, no, ampak seveda ne, oni ne bodo tam nič prepovedovali, samo pomagali bodo in bodo usmerjali. Ampak, pa oni niso nič krivi. Seveda niso. Absolutno ne. Nonsens prihaja od nekod drugod in sicer nonsens, da bomo uničili koreninske sisteme, celotne travnate ruše. Ja. In to soglasje mora izdati za take prireditve Zavod za varstvo narave. In moram povedati, da smo mi ta Zavod za varstvo narave zdaj že 2 dni kličemo, s tem, da se prvi dan sploh niso javili. Pač hočemo imeti razlago, čem je fora. Ker ko se najde neki hrošč redki ali pa kobilica ali nekaj, pol vsaj veš. Zdaj pa travnati, mislim, koreninski sistem, to pa hoče imeti nekaj razlage. Prvi dan se sploh niso javili, kaj pa je bilo včeraj, Jeger? Včeraj pa so se javili.
In? Ja, ampak so rekli, da gospa, ki dela na predmetni zadevi, da je ni v službi, da ali dela od doma ali pa je na terenu, tudi niso čistočno vedeli, kje je. Z drugimi besedami, pač nekaj so si izmislili. Ja, tako da še vedno nimamo odgovorov, zakaj se ne sme. Jaz sem imel pol vprašanja, zato ker so oni izdali soglasje organizatorju, ne, in so mu rekli, da morajo biti vsi na promenadi. Kaj pa, če ti greš v mestni park, pa rečeš, da ne greš na operno noč? Moja ideja je točno to, Jeger, vidiš, gledaš mi v glavo. Ja. Ne, pač greš in ti pridejo reči, ja, ne smeš biti na travi, zakaj ne smem? Jaz nisem na koncertu. Točno, jaz nisem prišel na operno noč. Jaz samo tu stojim, zakaj? Ker vsak dan tu stojim, ne verjamem. Ja, kaj si me videl, kaj si ti vsak dan tu? Ja. Nisi. Jaz sem, tu je moj plac in tu imam jaz vsak dan. In zdaj, če oni tam not nastopajo, kaj imam jaz s tem? Tako. Da smo mi prav rešili. Celi plan smo naredili. Mogoče bi jih danes vseeno še enkrat poklical. Tak, za finto. Ne za finto. Mogoče se je gospa našla od včeraj. Ne bomo se ustavili. Seveda ne. Mi bomo klicali še pol, ko ne bo več poletne noči. Mi bomo klicali tako dolgo, operne noči. Tako dolgo bomo klicali. Dokler ne bo gospa sem prišla. Povedala, ali gospa imaginarna, ali je prava, ali pač da predmetno zadevo osmislimo, samo toliko. Ja. Ker malo je hecno, karkoli obrneš. Pa sta malo rekla. Pomembno je, da operna noč v parku bo, da bo vreme lepo in da bodo vozili brezplačni avtobusi tja in nazaj popoldne, ne, od Marproma. Od 17. ure dalje. Tako, da bo v Evroparku moč parkirati do 11. Bodo podaljšali, tako da za vse je poskrbljeno. Ostalo pa, glej, imamo se kaj zameniti, ne? Vse to je to. Bravo mi, 16.6. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Dejana Reiger in naša študentka Ema je tudi tu. Zdravo, Ema. Zdravo. Jutro. Dileme študentke Eme. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tako hitro. Namreč Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme. Ok, popravek? Ja. Danes nimam, zdaj za jutri ne vem. Jaz pa sem se že veselil, da smo rešili generacijo Z. Ja, jaz tudi. Jaz imam pripravljen celi govor o tem, kako smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja, in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih tega jutra in za vse, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, za danes samo. Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj. Bo nekaj drugega, ne? Ja. Ker so lelam piončke danes, ne. Pa zna biti, da se bo nabrala baza dilem, ne. Pa res. Ja, dilema Z je, beležko idem. ali spati ali ne, ne. Ja. To je dilema za eter. Ne za veter, mama pa z Igrom takoj se zname enih parenih 15 drugih, ampak o tem se ne moramo zdaj pogovarjati. Ne? Ja dobro, danes torej ni, danes vse štima. Danes ja, do zdaj ja. Ne vem, mogoče bo popoldan kaj. Ok, ja viš, to je ta dilema, to je ta dilema. Ja, vem. Niti ne vejo, da imajo. To je problem. Ja, nisem mi še odprla. Jop, pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glej, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če deklo ekonom piskra, fejst skup tiši. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Četrtek, 28. maj in jaz sem obljubil eno študijo, ki so jo naredili o ženskih voznicah. Veš, da to je nikoli končana zgodba. Seveda. Ja, sama uha sem, poglej me. Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni. Ja, bi rekla. Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel. Okay. Intenzivne v smislu, veste, kaj hoče povedati. Pač poveš, kaj si misliš v danem momentu. Pokažeš. Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne. Ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom, tik za ritjo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, hupajo in to nervozno se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muč.
Danes zjutraj, kot smo napovedovali tudi na naših družbenih omrežjih v teden, dovolite, da vam malo olajšamo prihajajoče počitnice za vaš živ žal doma, ker vemo, da je pač težko. Ne? Eno je, ko greš na morje, ne, to je eno, pol še mogoče kaki teden k babici, pol pa si pri mesecu pa pol, ko moraš pa si ko pes poleti. Naj že bo mimo. Kaj se je pravkar zgodilo v tem studiu? Čegar je emuliral. Če pa je ta... Ti si tak? Ti si tak? Zna se zgoditi, da je včasih ampak tak. Mnogi starši, ja, vsi, ki ste že kadarkoli imeli ta občutek, veste točno, o čem govorimo. In mi bi vam radi olajšali, ker v VUP-u, tukaj v Mariboru tudi letos poleti pripravljajo počitniško varstvo od 6 do 15 let, traja vsak dan od 7:30 zjutraj do pol 5 popoldne, not imajo vse živo, 3 obroke dnevno, tako da lačni niso, žejni niso, bogat program, vse VUP atrakcije so na voljo, grejo se spletne brihte, pa se učijo igre in športe iz celega sveta, s katerimi se igrajo otroci, pa tak, ne, vrhunsko. Ogromno tega, to tak mine. In teden dni bi radi dali vam, da se malo, da se sprostite, no, oziroma da lažje pričakujete konec šole, ker veste, da imate malo rešeno. Vse informacije sicer najdete na spletni strani vup.fan. Fikapan. vup.fan, ok? In če želite, da vam pomagamo, se seveda prijavite danes zjutraj s ključno besedico VUP in svojimi podatki v SMS-u na 051 220 220. Pol se bomo šli eno zanimivo igrico imenovano Starš ali otrok. Še nikoli nismo šli. Ne, res ne. To je, ko vam bom jaz povedal 5 stavkov oziroma 5 nekih trditev, vi pa poveste, ali bi to rekel starš ali otrok. Enih parih je na meji, bom rekel, ko sem tak gledal. Sem se dostkrat slišal noter, čeprav mogoče. Dobro, pustimo to za debato v nadaljevanju. In potem več vas bo igralo danes zjutraj, tisti, ki boste imeli največ pravilnih odgovorov. Tistim bomo pač časli en teden počitniškega varstva v VUP-u, sicer pa, če vas bo več imelo isto število pravilnih, pa bomo pač žrebali. Ne? Lahko prosim jaz. Kaj, žrebaš? Ja. Kot vedno, Ana. Zakaj bi ti midva z igrom stala na poti? Ja, ne vem, si zmisli tak, da je kaj včasih. Ja, potem se veš, je vedno, ko kdo reče, zakaj nisem jaz dobil, Ana, z njo se zmeni. Tako da, VUP in svoje podatke v SMS-u 051 220 220. Čas bo, da spet spregovorimo o našem junaku, o našem super znanem, super orientacijsko podkovanem sodelavcu Maticu Jegru. Ja, kaj? Nič takega, hočeva ti samo izraziti spoštovanje, da si včeraj se udeležil te dobrodelne akcije na glavnem trgu. Pustimo ob strani, da si bil spet prva zvezda, da so te posod slikali in da si na vseh portalih. To je vrhunsko v bistvu. Smo veseli, da te ima ta kamera rada. Ja, če pa je bil glih pošišan. Dobro, to je diskutabilno. Viš, tukaj se s tabo strinjam. Ja, to smo mogoče malo preveč rekel. Ampak vseeno super dogodek. Ja, najprej moramo povedati, da rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah in predstavlja približno petino vseh novih primerov raka. V Sloveniji za njim vsako leto zboli okoli 1500 do 1600, večinoma žensk, mali procent je tukaj moških. Potem pa imamo še rake rodil in vse to so težka bolezenska stanja, tako da ne rabimo posebej poudarjati. In prav je, da se take težke situacije ne stigmatizirajo, ampak se o njih pogovarjamo. In tako je prišlo do včerajšnjega dogodka Srčnost frizerjev, ostrizimo tabuje. Dogodek je organiziral Soroptimist International humanitarni klub Maribor skupaj z Združenjem Europa Dona Slovenija in pa seveda o podpori območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in območne obrtne zbornice Ptuj. In na tem dogodku sem se jaz na začetku pogovarjal z vodjo mariborske skupine pri Združenju Europa Dona Slovenija, Nastjo Potočnik Batljan. Zakaj so taki dogodki pomembni za njih?
Meni se zdi to zelo pomembno, da osveščamo o raku dojk in raku rodil, da se ženske vzamejo 5 minut zase enkrat na mesec in pretipajo svoje prsi in da hodijo na redne ginekološke preglede. Tako, Super, ja. Preventiva pri takih zadevah je izrednega pomena. Zdaj naslov dogodka je bil Ostrizimo tabuje, ker pomembno je, da se o teh zadevah pogovarjamo in jih ne stigmatiziramo. S tem nekako želimo odstriči tudi to stigmo povezano z boleznijo, saj nekateri v bistvu ne vedo, kako pristopiti, ko nekdo v njegovi okolici zboli in se raje včasih umaknemo. V glavnem, vsako vprašanje je popolnoma pravo in tudi vsaka dobra misel šteje. Vrhunsko. In šlo je za en lep, plemenit družbeni dogodek. 39 frizerjev iz Maribora in okolice se je odzvalo povabilo, so si uredili urnike tako, da so prišli za uro ali dve in tukaj strigli za dobrodelne prispevke, ki bodo šli na račun Evropa Dona, ki organizira številne akcije in aktivnosti po vsej Sloveniji. In jaz sem se vsedel na stol gospe Alenki, ki je bila tudi ena od organizatoric in me je lepo postrigla, kot lahko vidite. To nimaš kaj in bila je zelo vesela, ne, rekla je, lej ti to so sanje, Ja, Tako si enih par psihiatrov že oblizuje, ko vejo, da grem jaz mimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Res, da je do konca šole še slab mesec, ampak treba je imeti stvari splanirane in danes bi vam radi pomagali. V VUP-u namreč tudi leto, že 4. leto zapored organizirajo aktivne počitnice in počitniško varstvo, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30 popoldne. Program pa, ker pazite, to zasnovan tak, da spodbuja gibanje, timsko sodelovanje in razvoj različnih spretnosti pod vodstvom seveda izkušene ekipe animatorjev. Kako bo fajn. A greš? Greš rada v VUP, še vedno vidim, ne? Seveda. Se prav. Tudi Jaz edina tudi. zgledaš tako, da bi lahko šla. Ne, kaj, tudi jaz. Ne pašeš, ti pa se vidi, aha, on je z otrokom tu not, ne? Ja, pa sem se eno skakal. Si, Nobenič je rekel, ne smem. Ok, tako da prijavite se z ključno besedo VUP in svojimi podatki, kot je to naredila Andreja. Andreja, dobro jutro. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Andreja, se veseliš počitnic ali je to, oje, groza, kaj bomo? Vsekakor veselim. Ok. Ja, zakaj pa si se te prijavila za VUP, ko se hočemo rešiti? Ja, ker pa vseeno paše med počitnicami malo počivati, ne? Točno to, ker se jih rešiš. Pa to pravim, vidiš, ok, si naša, Andreja, dobro je, realna. Imaš kandidata ali kandidatko za poletne počitnice v VUP-u? Ja, 2. Ampak lepo. verjetno rabimo enega. Ja, ampak se veš, ne, tudi če za enega časti to ti radio, ne, je bolj vseeno lažje, ne? Ja, res je. Ok, Andreja, gremo se eno super zanimivo igro imenovano Starš ali otrok. Jaz bom povedal 5 stavkov, ti poveš, kdo bi to rekel, ali starš ali otrok. Ok, pripravljena? Ok. Dobro. Prva trditev, ki se sliši tako po bajti. Zakaj moraš vedno pustiti luč prižgano? Starš? Absolutno. Druga, to ni pošteno. Otrok. Ja. Samo še 5 minut. Otrok? Ja. Ampak diskutabilno. Ok, pazi, še dva mama Andreja. Ker sem tako rekla. To bi rekla mama, ampak starš, ja. Ja, ok. Ja. To bi rekla mama tudi ateju, ne, ampak pustimo. Še eno mama Andreja, pazi. Zakaj moram biti jaz tista, ki vedno pospravi? Otrok. Otrok. Kaj boš rekla? Otrok, pri otroku starš reče starš. Starš, ajde, dajmo starš. Ok, pa se sta obe bi bila Ja, Oboje bi šteli, tako da ja, Andreja.
prva igrala pa že kuj perfektno, odlično. Zdaj, mi še bomo eni parkrat igrali danes, če ostali tekmovalke in tekmovalci ne bodo tako dobri kot ti, dobiš ti nagrado, sicer pa bomo žrebali. V vsakem primeru pa ti želimo čudovit dan in ja, idite kaj pogledat v up, ne? Ok, hvala, enako. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako, pa ga imamo. Borštnikovega nagrajenca. Včeraj je bilo naznanjeno, da postane nov Borštnikov laureat Aleš Valič. Ja, Jeger, Ja, nič. nisi zadovoljen z izborom? Zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen. Si zelo. Ja. Sej, veš, teh Valičev je v igralskih vodah res dost, ne? To so pač ena, verjetno najbolj, če ne najbolj igralska družina Ja, res, ja. v Sloveniji. Zagotovo. Ali pa žlahta, rečemo žlahta, Ja, recimo, no, družina. Ampak Aleš je torej nov Borštnikov nagrajenec oziroma bo postal ob koncu Borštnikovega srečanja v juniju in seveda prvo vprašanje je bilo, kak je zdaj, ko se ve, da pride Borštnikov prstan na Valičev prst. Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, kdaj boš pa ti dobil Borštnikov prstan? Pa mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, si res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo. No, vrhunsko. Verjetno ob taki nagradi človek malo razmišlja o največjih prelomnicah v karieri. Zagotovo je ena velika prelomnica delo v Gleju s predstavo Ela. Tukaj je na nek način so se odprle ene nove zadeve, se mi zdi. Ampak teh prelomnic je kar nekaj v skoku, v Volodjo, na mest mojega profesorja Poldeta Bibiča, ki je moral na operacijo srca, recimo. Pa smo potem s to predstavo šli in na Borštnikovo srečanje in na Sterijino pozorje. Vloga, ki mi je mogoče omogočila razvoj v eni smeri, v kateri prej nisem hodil. Vidiš, tako boš ti enkrat razlagal, Jeger. Sicer ne v povezavi z Borštnikovim prstanom, ampak ko te bojo spraševali, kaj je bila to za ena tehnologija, kjer si delal deda. In pa Aleš Valič je pa tudi eno tako znano ime, obraz tudi iz predstav in TV serij in televizijskih in filmskih stvaritev za otroke. To mi je bilo zmeraj izjemno veselje, delati za otroke, snemati recimo pravljice ali karkoli tasga. Ko to delaš, se ne veš, kakšen bo odziv. In potem, zdaj, ko včasih kdo reče, pa je star že 50 let in reče, pa reče, veš, ker sem bil otrok, veš, čez tebe poslušal. Si rečeš, Marija, no fajn, ne, lepo. To so ena taka posebna zadovoljstva. Ja. Ja, tako da torej Aleš Valič postaja Borštnikov nagrajenec, zagotovo zasluženo in Absolutno zasluženo. Zanimivo bo prisluhniti tudi njegovemu govoru, ampak najprej se mora seveda še Borštnikovo odviti v naše mesto, naš osrednji gledališki festival. Si zadovoljen, torej ti z izbiro? Sem zadovoljen, res sem zadovoljen. Aleš Valič je tudi skrito v raju igral. Čakal sem to te. ravno, ja. Torej, koga že? Steinerja. Steinerja, ja. Edvarda. Se zato, ne? Šel malo na živce, ko si ga gledal zdaj, ne? Ko si bil včeraj. Nisi bil pri njemu v bližini? Kaj je Steiner? Ne, nisem bil jaz. A ni? Ne. Okay. Ne. Boljše. Boljše, res tam, ker boljše. že spomnim, kako se te je dotaknila serija Skrito v raju. Torej res, Aleš Valič, čestitke vnaprej, čeprav seveda Borštnikov prstan zares pride ob koncu Borštnikovega srečanja. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, četrtek 28. maj in ljudje. Stvar je na meji verjetnega. Kaj pa je? Zgodilo se bo praktično nemogoče. Nihče zares ne verjame. Vprašanje, če se kdo zares sprašuje, da je tak slučaj hotel to v letu 2026, ampak ali je možno? Ja. Lampiončki bodo na suhem. Ja, to pa ja. Bodi pa nisi za tega rekel. Ja, ni dežna Veš, povedala, kako da je ne bo. lahko. Ej, Absolutno ne bo deža.
To sploh niso pravi lampiončki. Ja, nič ne bo blata, nič Ne. ne bo Po kolikih mokro, brez letih je veze. zdaj to? Ha? Kaki lampiončki so to, da prideš domov nič blaten, samo malo prašen. Ne narobe razumeti, je verjetno kaka prišla oprašena. Samo to je druga zgodba. Tako da, če še razmišljate ali ne, letos oziroma danes bo verjetno ena od redkih priložnosti za naslednjih 20 let, da bodo lampiončki na suhem. Uživajte. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Mimo grede, Tine ima samo še danes in jutri vsak dan po eno štartnino za kolesarski maraton okoli Pohorja za podeliti. In to se lahko zgodi kadarkoli čez dan, ker Tine je omniprezenten. Kaj sem? Posod zraven. Ne, mi s takimi izrazi, ker to lahko zakamufliraš marsikaj notne. Nič ni bilo, kam pohvalo sem te v bistvu. Ja, bom preveril, kaj to pomeni. Ker Dobro. Ne vem. Te pa preveri. Jaz vam vedno SSK je odprt. Zjutraj. Omniprezenten, pol sem pa že na spisku do tih nekih, ne bi zdaj rekel, ne. Omniprezentnih. Ja. Povej, kaj si nam danes pripravil, Tine. Eno zanimivost leti na bolj enega člana jutranje ekipe, pa se sami najdite, če se boste najdli. Dobro. ali ne. Okay. Jaz gledam igra za vsak primer. Ja, saj. Ja, sebe gledam. Jaz bi ga tudi. In sicer, če v svojem hamburgerju Ja. spustiš sir ven, torej da imaš hamburger, ne cheeseburger, približno, zato so neko poprečje vzeli, približno na leto porabiš 8400 kalorij manj. Res? Mislim, porabiš v sebe, no to daš, ne porabiš. Se kaj te 8000 kalorij. Za takega To je 2 dni pa roka, To drugače. se dvakrat prav vsede, pa niti ne. No. Točno to. Ne boš v njemu sira. seveda ne. Zakaj Že bi? duplega bo dal. Želimo seveda dobro jutro. Dobro jutro. In krati danes začenjamo še eno, bom rekel takole, zelo slastno akcijo. In sicer na Street Food Maribor, ki bo od četrtka do sobote prihodnji teden, Tako. na trgu Levna Štuklja, bomo v četrtek na prvi dan ob 5. popoldne imeli postavljeno posebno mizo. Za to mizo boste sedli naše nagrajenke in nagrajenci. In na tej mizi se bo šibilo vsega. Vse, kar je tam, od čist vseh, ki bodo tam, vsa ponudba, pa tudi zapit od krajnca, ne? Vse bo štimalo. Skratka, to ta street food pojedina, mi pravimo temu, in je eno tako kompletno doživetje tega festivala ulične prehrane, ki se nam obeta drugi Kaj se mi teden. je že zrihtal stol za mizo? To? Seveda, Ana, pač tam bo šla, pa se veš, naročiš, plačaš, pa potem dobiš. Ne? Tako se Za pač naredi. mizo, tole, ki bo Ana, za nagrajence. Seveda, da ne. To je Zakaj absolutno. ne? Pa zakaj imamo vedno ene in iste debate, vedno, ko je nekaj za Enkrat mi jesti? bo uspelo. Ana, te bom peljal v četrtek zjutraj, tja, dobro? Oho, ok. Pa často ti bo Pa zgledal. často ti bom, dobro? Vredo, ok, vredo. Ker si zadovoljna zdaj? Sem. Evo, sem ti Hvala. malce zrihtal. Hvala Hvala, Bogu. Jeger. Ampak či za res vabljeni na pač pojedino par excellence, na totalno doživetje festivala Street Food Maribor. Vse bo za jesti. Res je, Vse. pošljete SMS, ključno besedo pojedina in s svojimi podatki na 051 220 220. Preprosto tako. Trajalo pa bo to nabiranje kandidatov v teden oziroma do prihodnje srede, tako da mirno. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, gremo. Naslednja, ker je bila izžrebana Tjaša, ker želimo danes nekomu že vnaprej malo razbremeniti počitnice s tedenskim počitniškim, izjemnim tedenskim počitniškim varstvom v VUP-u tukaj v Mariboru. Tjaša, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. O, Tjaša. Da bi mi malo rešili tebi počitnice, kakšni tedni počitniškega varstva v VUP-u?
Je meni še ne, ker še nimam otrok, zaradi tega, ker en komaj na poti, ampak moj najboljši prijatelj si pa definitivno zadarilo. Pa na To pa je poti nekaj je. lepega. Ja, z željo, da potem ne bi pozabila, ne, če bo tako daleč, da ji boš ti lahko to podarila. Torej, ti zdaj definitivno ne moreš iti skakati, ne? Ne, žal ne še. Ker tako kot se reče, si za nekaj časa odskakala svoje, ne? Za razliko od naju z Jegrom, ki sva zavedno že odskakamo, pustimo. Tjaša, ok, glej, igrali se bomo gremo se eno igro, ki se reče starš ali otrok. Jaz bom povedal 5 trditev, ti pri vsaki poveš, ali je to nekaj takega, kar bi rekel starš, ali nekaj takega, kar bi rekel otrok. Mimogrede, to je prvi otrok na poti, Tjaša? Prvi na poti. Tako da gremo danes bolj na ugibanje, ker še nimaš te neposredne izkušnje, ne? Točno tako. Ampak verjemi, fenomenalno bo. Ok, pazi, začnimo. Prva trditev, pusti me pri miru. Otrok. Ja. Bravo. Tega nisem jaz. Otrok. Ja, čeprav diskutabilno, ne? Kolikrat si to rekel, Jeger, priznaj. Ja, to je bravo. Tjaša ve. Ok, tretja, sem tako utrujena. Mama. Bravo. Pa utrujen, ja. Ne smemo priznati, Jeger, se veš. Ne, vi se Ok. samo vležete. Super, nama gre, Tjaša, še 2. Pazi, predzadnja, samo malo se bom vlegla. To bi pa ata bolj rekel, kot pa mama oziroma kot otrok. Ja, Tudi bo če bi bil- Res je. Bo držalo. Bo držalo. Ker In še mama se glih ne zadnja. bo vlegla. Ne, mama bo do zadnjega delala, res je. Prava mati zadnja leže k počitku in prva zjutraj vstane. Tjaša, in še zadnja, pazi, nihče me ne razume. Ja, to pa reče mama. Tako da to pa je starš. Ok, oboje bi bilo prav tu, ne? Ja. Ampak ja, v redu, super si igrala, Tjaša. Na koncu, če boš imela največji skor, se slišimo malo pred 9. Pa vse dobro želimo. Koliko še je v bistvu časa do rojstva? 3 pa pol. 3 Ujej. mesece pa pol, tako da bo pestro poletje. Juj. Verjamemo, da bo vse v redu in že naprej želimo vse dobro. In če bo pubec, ne mu Bo dati pubec. Matic Jeger. Bo pubec! Dejan. Ne, kak je Dejan, Dejan. pač Matic, samo malo Matic, nehata, izredno prosim. lepo ime, Matic. Lahko pa ima srednjo ime Jeger, pol pa priimek zadnjih. Hvala ti, Tjaša, lep dan ti V redu želimo. je. Hvala enako. Dobro jutro. Dobro jutro. In še imamo odprto zgodbo, zato da vam, dragi starši, spoštovani starši, ki vas razumemo, sploh ker se starši med sabo razumemo, ker si delimo nekatere probleme, težave in življenjske situacije, in bi vam radi že vnaprej malo olajšali prihajajoče poletne počitnice. Fenomenalen počitniški program oziroma počitniško varstvo v VUP-u, celi teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30 popovdne. Pa bi se kdo vprašal, kaj bo pa te otroci, ne, če so počitnice, pa bi kao spali. Nič spat! Ob 7:30 zjutraj se začne, ampak ja, imajo dneve tako nabasane, da to mine. Fuf. Več informacij najdete na spletni strani vup.fun. Mi pa se moramo še enkrat igrati igro starš ali otrok. Še eno? Ja, Imamo. seveda, Dobro. kaj ti prijavila se je tudi Špela, ki je bila izžrebana. Špela, zdravo. Dobro jutro. Si presenečena? Sem pa res. No pa lepo, No, fino. lepo. In zdaj si samo še v bistvu 2 korakeca v stran od tega, da ti polepšamo ali pa olajšamo počitniški čas. Ja, to pa res, ja. Nič narobe s tem, ne? Pravi starš ve, da je tam konec avgusta ali pa na sredini avgusta že začneš tudi malo bolj. Ja, kot je rekel Jeger. Pa uporabljati ezoterične metode, da prikličeš 1. september čim prej. Te dni počitniškega varstva v VUP-u imaš kandidata oziroma kandidatko? Kandidata, ja, 9-letnika. To pa idealno, ja. idealno. Vrhunsko, dobi zokinčke, pa vse pa bo. En teden, vse živo bodo imeli, vse ne samo skakanje, toliko enih različnih aktivnosti, da bo čist drugi otrok pol, ne?
Ja, si mislim. Ampak veš, kaj je v redu, ker to skače, ja, polko pride domov, je tako utrujen, da pol takoj zaspi zvečer. Ja. Pa ne vem, ti rojstni dnevi, ko niso nič kaj pol utrujeni, se mi zdi še malo energije za izvoz. Točno to. Jeger še ni tam, veš, ja, še nisem tam, ne. Njegova pija je še relativno micena, 4 leta, ne? Tako da, še ga čaka. A punčka je, mogoče ima malo manj energije, kot fantje. Če je po Jegru, ja. Ok, Špela, mi se gremo igro starš ali otrok. Jaz povem 5 trditev, ti poveš, kdo to reče doma, ali starš ali otrok, ok? Ok. Gremo. Ne vem, kaj hočeš od mene. Otrok. Res je. Nehaj me gledat. Otrok. Tako. Kdaj bomo že tam? Standard. Otrok. Ja. Spet diskutabilno. Smo že od kakega odraslega slišali. Tudi, ampak kdaj? Predvsem prej. Okay. Nehaj me spraševati, zakaj. Starš. Tako je. In pa, gledaj, bolj pol bom pospravil. Otrok. Ja, ok. Ne zdaj pospravim. Ne, pol bom, ne bom zdaj, malo kasneje. Ja, odlično, Špela, glej, 3 ste danes igrale in vse 3 ste bile perfektne, tako da mi bomo v kratkem pač morali žrebati, oziroma zdaj je naloga to za Ano, da bo žrebala in ja, držim pesti, da bo žrebala tebe. V vsakem primeru, Špela, super dan ti želimo, pozdravi Pubeca in celo družino in čudovite počitnice, ko pridejo. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay. 3 so danes igrale igro za teden dni počitniškega varstva v VUP-u in vse 3 so odigrale perfektno. Tako, Špela, Tjaša in Andreja. Tako da imamo, zdaj pač smo pred tem, nobena ni, da bi imela 3 pravilne ali pa 2, ali pa ne, vse so imele vseh 5 pravilnih, tako da moramo razmisliti o težavnostni stopni. Ja, smo se pa zelo fajn imeli. Res je. Zdaj smo se imeli fajn. Malo smo šli skozi in malo podoživeli, si malo postavili zrcalo, ne? Se zamislili, zdaj pa dalje novim zmagam naproti. Ampak najprej, Ana, te čaka težka naloga, žrebat. Ana ima Mam na listkih. Tako, zdaj pa beglej, pa mešaj, prosim. Mešaj, še mešaj, malo še mešaj. Mešaj še. Mešaj. Pa dobro, no 3 so zdaj tak tudi ni. Mešaj. Še malo mešaj. Ok, zadnjič pomešaj. Čakaj, zdaj pa pazi, ker pride drumroll. Okay. In samo malo. In Ana je izžrebala koga? Čakaj, da odprem. Špela! Lepa. Čestitke. Evo, Špela ima že vnaprej vsaj en del počitnic rešen, je pa res, da je to počitniško varstvo v VUP-u res je izjemen program, res predlagam, da greste na spletno stran vup.fan in si pogledate, da lahko polepšate ali pa naredite zabavne počitnice svojim malčkom in malčicam. Lepo. Špela ima odkljukano, zdaj pa dalje. Kam? Tako jo nič rešili smo. Ja, v VUP, kam? Ne, z muziko. A ja, to tudi. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.